Lep pozdrav, Janez, živijo. Živijo, servus. Kako bova zašpičila tole jutro povolilno? Zgleda precej na novo vse skupaj, ne? Ja, se pravi, najna naloga zdajle pravzaprav je oceniti volitve 2014, predčasne volitve 2014, povedati, kaj si mislijo o tem, da se je zgodilo včeraj, kaj to pomeni, kakšna so sporočila volilcev in tako, približno to je na en okvir, ne. Ja, po mojem, ne, ko smo včeraj spremljali te podatke, ki so prihajali dosti hitro, ne, iz volilnih okrajev, se je pokazala precej dramatična slika, ne, popolna sprememba. Levo, v bistvu ne moramo več razmišljati o levom, desnem v tem političnem prostoru. Tradicionalne stranke so doživele strahovit poraz, ne. To je, v bistvu smo prišli na točko nula, ne, če lahko tako rečemo, ne. Ja, zdaj, če je to res, kar praviš, mislim, potem je to zelo dobra novica pravzaprav, ne. Mislim, upam, da je to res, ne. Upam, da je to res, ne. Saj, kako drugače razumeti, SLS, v bistvu prva stranka, ki je nastala, ne, takrat v unem demokratičnem vrenju, ni prestopila praga, ne. Ja. Ja, to je mogoče ena največjih novic, ne, da več kot polovico mandatov so dobile stranke, ki jih še ni bilo en mesec nazaj, ne, jih niso obstajale. Jaz razmišljam v to smer, da pravzaprav je šlo dejansko za volitve izrednega stanja, a ne. In zato se pravi, ti rezultati po moje izražajo po eni strani realno sliko in pričakovanje ljudi, po drugi strani pa to odraz izrednega stanja, ki so ga volilcem nekako podtaknili, ne. Dvakrat izredno stanje je bilo. Prvo, kar je, so bile izredne volitve nastavljene po neki šok terapiji kar sredi dopustov, a ne. In to še zdaj mislim, da je bilo narobe, a ne, tako kot sem že ne vem kolikokrat rekel. Po drugi strani me pa zelo presenetilo, kako so se ljudje ob tem angažirali. Jaz sem mislil, da bodo to bolj ležerno nekako vzeli, ne. Ampak dajva se zadržati najprej pri volilni udeležbi, ne. Tu je okrog 51%. 51, ja. Slišali smo že ocene ene stranke, to je nelegitimno. Ampak ne o legitimnosti, po mojem, ne moramo govoriti, ne. Tu je kljub tem izrednim razmeram in angažmaju ljudi, ne, je lepo število ljudi prišlo na volišča, čeprav veliko manj kot na zadnjih, ne. Ja, se to, tisto veliko manj mene moti, ne. Tisto veliko manj bi moralo biti upoštevano v kalkulacijah predsednika države, manj ustavnega sodišča, ker ustavno sodišče je pač moralo presojati znotraj ustavnih okvirov, kakršni so na razpolago, čeprav bi verjetno tudi druge vrednote lahko tehtali, ne. Ampak predsednik države se mi pa zdi, da bi se lahko drugače obnašal. Ampak ne glede na to, ne, je sama legitimnost volitev pač, jaz mislim, da je težko vprašljiva, ne, predvsem zaradi tega, ker pred samimi volitvami so se strinjale praktično vse etablirane stranke, seveda so vse mislili, da bodo iz tega profitirale, ne, zlasti SDS je bila prepričana, tudi mislim, da je nekdanja premierka Bratuškova tudi tako kalkulirala, ne, da se ji bo izšlo in se ji je, ne, mislim, ampak mnogo manj, kot je pričakovala, ne. Ampak mislim, da ta očitek o nelegitimnosti je bolj vezan ne toliko na volilni datum ali pa na kaj drugega, pač pa na zapor pač predsednika stranke Janše, ne. Saj tukaj je v bistvu absurdna situacija, ne. 2 dni nazaj pozivaš, naj pridejo na volišča, potem, ko dobiš rezultat ven, pa ti ni všeč, pa to oceniš kot nelegitimen. To je, ne vem, ko bi se reklo o taki politiki, ne. Pravzaprav, zdi se mi, da je center dogodka je tale, ne. Miro Cerar je dejansko veliko presenečenje, čeprav so vse ankete napovedovale, on v bistvu še zvišal odstotek, ne, to je šlo tam iz 30 na 35. On je v bistvu, ne, ko smo imeli interval zaupanja, on je dejansko dosegel zgornji rob tega zaupanja, ne. Največ od vseh strank v 20 letih, ne, njegova dobila, kar pomeni, ne, da se je treba vprašati, kaj ta refleks pomeni, ne. In jaz mislim, da je to stranko pravzaprav pozidala pravzaprav SDS, a ne, in pa Cerkev, ne. Ker Cerkev je naredila tokrat pa res neverjetno potezo. In sicer to, da je prvo, kar je divinizirala predsednika SDS, Janšo,
kot nekoga, ki je žrtev na podoben način kot Kristus, ko so ga križali. Ne? In drugo, kar je praktično skoraj da direktno odpisala dve drugi stranki pomladi in opredelila se je pa itak samo za desnico. Ne? To se pravi, SDS in SLS ta trenutek nista cerkvi dolžni popolnoma ničesar. To, kar sta dobili SLS, je itak izpadla. Nova Slovenija pa je iz tega potegnila praktično samo svoje žulje, garanje in karkoli že, ne, da je dosegla teh 5 in toliko procentov, kar je za njih pač glede na okoliščine, ki so jim bile dane, res kar uspeh. Ne. Skratka, če se vrnemo temu začetnemu vprašanju, ne, kdo je bil bolj tepen, ne, levi ali desni, ne, imam občutek, da je ta pomladna opcija doživela veliko streznitev na teh volitvah, da tako, kot so zdaj delovali, ne bo šlo več. Ne. V bistvu so vzpostavili umetno levico. Umetna levica je bila pa soočena z realno levico, realna levica je pa odreagirala tako, da je tisto, kar je že prej počela, to pa je bila diferenciacija, v bistvu artikulirala na novo. Deloma je svoje glasove preselila. Se pravi, tisto, kar je izredno pomembno, je to, je velik upad nekdaj Lukšičeve, zdaj Židanove SD. Ne? To je izredno visoka informacija, ki je povedala, da se pravzaprav neoliberalno taktiziranje ne splača in da njihovi volilci vendarle tendirajo k nekim vrednotam. In sploh se mi zdi, da so se vse da je sporočilo celotnih teh volitev to, da ljudje zahtevajo neko načelnost. Neko načelnost, interesnost se sicer ravno tako zaznala, recimo pri upokojencih, pri Rjavcu, ne, to je bilo popolnoma interesno, to se je sicer videlo, ne, ampak ljudje zahtevajo načelnost in ta načelnost je šla v obliki visokega pričakovanja zdaj k stranki Mira Cerarja in njegova naloga bo, da je ne bo izdal. Ne. Izredno pomemben oziroma najpomembnejši moment, kjer je levica doživela sadove svoje diferenciacije, ki je očitno potekala, je Združena levica. Združena levica je izredno pomembna informacija, ker je stavila, ampak edina stranka od vseh striktno na načelnost. Ne. Ta načelnost je utopična, ampak hkrati se mi zdi, da je edina realna. Ne, pa tudi ponuja mogoče nek pogled čez, ne, to planko, ne, neko alternativo, ki ne vemo, kakšna je, ne, ali pa recimo vemo iz pretekle izkušnje. Njihova kvaliteta je ravno v tem, njihova kvaliteta je ravno v tem, da natančno vemo, kaj hočejo in katere vrednote bojo zastopali in narediti ne smejo samo ene napake, da ravnajo drugače. Ne, da ravnajo drugače. Ne. Se pravi, oni zahtevajo zaustavitev pač privatizacije na način, kakršen je, potem prerazporeditev dolgov, popolnoma drugo filozofijo, ne, in skratka vrednote javnih zadev, kot so šolstvo, zdravstvo, sociala. In tako, ampak tisto, kar je tukaj, se mi zdi res pomembno, je to, da so ljudje na neki ravni pozidali svetilnike. Ne. In to je kvaliteta teh volitev, ki se je zgodila z neko spontano racionalnostjo, kakršno pri Slovencih velikokrat opazimo. Včasih se zgubi, potem se pa kar pojavi ta spontana racionalnost. Ker v bistvu, veš, ideja parlamenta je vendar ta, da je različen. Ideja parlamenta je, da je raznobarven in tako naprej. Ne? In to, da je Združena levica prišla noter kot en svetilnik neke politične vizije, je izjemno pomemben podatek. Ne? In to se je zgodilo zdaj levici. Na drugi strani je desnica prazna, popolnoma izropana, zaradi tega, ker je v bistvu padla na edini možni paradigmi, to je v bistvu na omnipotentnosti SDS in njenega predsednika. In Nova Slovenija, recimo, to, da je prišla noter, se postavlja za nek drug svetilnik na nekem drugem polu ali pa na nekem drugem otoku, če hočeš, ne? In jo čaka ogromno dela. Ne? Zaradi tega, ker je v bistvu niha med staro retoriko in novo retoriko, med starimi spoznanji in novimi spoznanji, med tem, kar naj bi bila, a ne, po svoji tradiciji, in ta tradicija se je na nek način izneverila, ne, ker je lepo Ljudmila Novak dobro povedala, da vse, kar se cerkvi negativnega zgodi, se odraža na njenem rezultatu, vse, kar pa cerkev pozitivnega stori, gre pa k Janši. Ne. Ja, in oni bojo mogli ta odnos, ne, do Janeza Janše razčistiti. Stranka je, tudi NSI je razcepljena ob tem vprašanju notranje in lahko raztrga ta dilema. Če se NSI ne bo diferencirala, je že mrtva. Ne? In na drugi strani tudi za SLS, ki izpade iz parlamenta, se mi zdi zelo velika priložnost ravno v tem, da bo imela čas doživljati svojo katarzo na najbolj
kako ne rečem, rudimentaren način, ker izven parlamenta razmišljaš še bolj trezno in bolj radikalno, zaradi tega, ker si očišče nekaterih interesnih sfer. Ne. In zelo pomembno se mi zdi, da bi se diferenciacija, ki se na levici je zgodila in zdaj se je samo kalcinirala, se je samo izkazala, ne, da bi se zgodila tudi na desnici, to bo definitivno nujno potrebno. Seveda, zdaj smo pri vprašanju koalicije. Kakšna bo koalicija? To je absolutno vprašanje, ampak preden bi to načel, bi mogoče se dotaknil še vprašanja SMC-ja, stranke Mira Cerarja. Ja. Imam občutek, da on ni samo na levici pobiral glasove, ampak je šel čez to. Obstajajo tudi te analize, ki so jih včeraj prikazovali, da je tudi na desnem, tem zmerni desnici pridobival. Še bolj bi, če se ne bi v bistvu Cerkev in njeno izredno močno medijsko omrežje postavilo pravzaprav proti oziroma na drugo pozicijo in pa seveda tudi Janševo medijsko omrežje, potem bi verjetno, ne rečem, da bi bil enak rezultat, da bi bil višji, da bi še več dobil. Jaz mislim celo, da ne, ampak struktura bi bila drugačna. Pač tega glasovalna struktura bi bila verjetno drugačna. Ampak mislim pa, da je velika večina volilcev, Cerarjevih volilcev pa prebegnila od Jankovića, to se pravi od Pozitivne Slovenije iz tistega razočaranja, ker tisto, kar me moti pri teh volitvah in seveda tudi prejšnjih, je bilo to, da se je vse dogajalo kot negacionist, kot refleks ali pa kot strah pred Janšo. In zato so te volitve za mene še vedno problematične, ker so se dogajale, poskušajmo nekaj preprečiti, ne poskušajmo nekaj narediti. Seveda, lahko da bo verjetni novi premier Cerar zadosti pameten, da bo to vzel v zakup in poskušal pač iz tega ven potegniti neko pozitivno vrednost. Je pa takole, ta bodoča vlada ima neko dokaj dobro popotnico. In sicer v tem, da se okolje, politično in predvsem gospodarsko okolje Slovenije toliko izboljšuje, da se Slovenijo navzgor. Prvič. Drugič, da imajo Slovenci zadosti 6-letne recesije in negativne retorike, defetizma, vere v izgubljene vere brez upanja in tako naprej. To so izredno tisti, ki znajo misliti naprej, vejo, da je zdaj čas za vstopiti v igro in pozidati novo zgodbo. Na drugi strani je pa verjetno, da bo izredno težko sestavil mešano koalicijo po Drnovškovega tipa, zato ker Nova Slovenija bo zelo verjetno ostala v opoziciji, preprosto zaradi tega, da bo lahko diferencirala desnico, ker če bo vstopila v koalicijo, potem bo SDS tripala na tem, da so izdajalci, da se odinjajo, da ponavljajo formulo iz leta 94 in tako naprej. To je še težje, glede na dejstvo, da SLS-a ne bo v parlamentu. Če bi bila skupaj mogoče, bi lahko šla v koalicijo in tudi po tem nekem mojem predvidevanju tudi Cerar bi bližji tej varianti, teh dveh strank, da bi jih povabil v koalicijo. Jaz mislim, da ja, zato ker bi hotel pač pokazati, da gre za inkluzivno, za ne izključujočo zgodbo, ampak mislim pa, da ima NSI zdaj tako rekoč nerešljiv problem. Saj, kolikor jaz te politike opazujem in poznam, se mi zdi, da temu problemu ne bodo kos. In sicer zato, ker bodo šli, če bodo opozicija, bodo morali v negativno retoriko, kar pomeni, da se bodo približevali retoriki, ki je presežena pač po rezultatu teh volitev in je v bistvu taka negativistična, defetistična in pa celo nesramna in žaljiva. To, kar je SDS počela, je onkraj vsake politične kulture. In Nova Slovenija se je vedno poskušala malo približevati retoriki, zato da bi mogoče ponovila uspeh tega, kar počne SDS. In iz tega se do zdaj ven ni izvila, če gre v pozitivno retoriko, ima pa strah pred tem, da bi se zamerila svoji tradicionalni bazi. In se pravi, ključ za ravnanje NSI-ja, in jaz osebno mislim, ne bom rekel, da sem prepričan, rajši vidim, da se popravim, kot da se kategorično zmotim. Ampak mislim, da oni temu ne bodo kos in to iz enega samega razloga. Zaradi tega, ker noter nimajo ljudi, ki bi bili kategorično načelni. Načelnost je tukaj problem. Se pravi, mene ta trenutek sploh ne zanima, kako je kdo v Sloveniji orientiran, levo, desno, zgoraj ali pa spodaj, ampak ko gledam politike, me zanima, so načelni ali niso načelni. In potem, ko tista načela pač, in tudi, če nekdo v svojem načelu se zmoti, ni noben problem, zaradi tega, ker ga njegova načelnost v bistvu pripravi k temu, da zmoto prizna in jo korigira. To je, a veš, in v tem
smislu se mi zdi, da bodo ujetniki negativne retorike SDS-a, ki bodo poskušali dominirati v opoziciji, ker to je pač funkcija opozicije, da kritizira, se pravi, se bo ujela v to zanko, hkrati pa ni sposobna participirati na suveren način. Se pravi, iti v koalicijo in biti toliko suveren, recimo to Erjavec zna, ne? Ker je pač spretena. Erjavec ni načelen človek, ne? Ampak politično tehnologijo pa obvlada, zna se diferencirati. Ne? In to zna biti za NSI zelo tragično, zaradi tega, ker po eni strani cerkvi, niti Janši ni dolžna popolnoma nič, ker so jim vzeli vse, kar so jim lahko, pa še tisto, kar niso mogli, so jim vzeli, ne? In ostalo jim je res samo to, kar je njihovo. Ne? Se pravi, od tu naprej morajo nekaj pozidati. Ne? Tako da jaz vidim pri njih en strašno velik problem, ki ga lahko rešijo samo, če začnejo z današnjim dnem izgrajevati novo podobo in to zelo mukotrpno in delati s kadri, se znotraj sebe diferencirati in tako naprej. Za SLS velja pa popolnoma isto. Popolnoma isto, ker se stanovsko pač je ujela v zanko svojega kmetstva, ki pač diha neko logiko, ki jo pa celotna Slovenija pač ne privzame kot svojo. Ne. Tako da to bo zelo... Cerarju, torej, mislim, ostaja zelo malo manevrskega prostora. Ne? Je pa, v bistvu mu ga ostane zelo veliko, ne? Ker on ima sam po sebi toliko poslancev, da lahko naredi, kar hoče. Na vsak način bo zraven, mislim, da potegnil Alenko Bratušek, zaradi tega, ker ona ima neke izkušnje. Če bo zadosti inkluziven, bo verjeten posegel tudi po izven parlamentarcih, saj modro bi bilo, recimo, da bi enega Viranta z njegovimi izkušnjami z pogajanji z javno upravo vključil v svoj pač vladni proces. To ne bi bilo slabo, to ne bi bilo neumno. Ne? Bolj, ko se bo inkluzivno obnašal, potem domnevam, da bo Erjavec oziroma pokojnici bodo definitivno zraven, zato ker oni drugače ne znajo funkcionirati kot zraven. Ne? Pa 10 mandatov imajo. 10 mandatov imajo, to je zelo veliko. Zgolj glasovi Cerarja in Erjavca dosežejo večino v parlamentu. Ne? Težko si zdaj, zanimiv bo opazovati pač Židana in njegove, kako se bodo postavljali. Oni so zdaj dobili en strašno močen korektiv. Ne? Luka Mesec za svojo kategoričnostjo, ki jo je izkazal na televiziji, pravzaprav je on potegnil to združeno levico gor. Ne? Dobro, ampak njih težko vidimo v vladi. Ne? Oni definitivno ne bodo šli v vlado. In preprosto zaradi tega, ker vlada, če hoče poslušati Bruselj, ne sme njih upoštevati, ampak hkrati so pa izjemno pomemben korektiv in tudi velika nevarnost, ne? Ker če bodo oni, mislim, če se ne bodo oblast bodoča obnašala socialno, če se ne bo obnašala korektno do srednjega sloja in pa predvsem do ljudi, mislim, ne pozabiti, ne, Združeno levico je v pretežni meri so volili visoko izobraženi ljudje, ne, po tistih analizah. Ne. Skratka, tle gre za ljudi, ki so blizu šolstva, ki so blizu akademskih sfer in tako naprej. To je izredno močen potencial. Ne. Predvsem pa struktura starostna je izredno mlada. Ne. To je taka nevarnost. In kdor tega ne bo upošteval, ne, se jim lahko zgodi to, kar se je zdaj zgodilo. Po delovih projekcijah so padli ven, noter so prišli pa z neverjetnim odstotkom. Ne. Tako da to je, kot rečeno, svetilniki so postavljeni. Ne. Od tukaj naprej se začne pa trdo realno delo. Ne. Ja, skratka, vlado lahko dobimo relativno hitro. Rezultat je tak. So rekli, ne. Ne. Kako se bo to oblikovalo, bo verjetno znano že ob prvem sklicu državnega zbora, ko se glasuje o predsedniku parlamenta. Ne. In takrat bo verjetno možno kaj več povedati. Ne. Takrat bomo več povedali. Pozdravljam z tega mesta Alija na morju. Ne. Jesen bomo mi verjetno od srede do srede to veliko premljevala. Zdi pa se mi, da zdaj, ker vsaj v pisni obliki, ne, če se ne bomo takole na video pojavljali, se mi pa zdi, da bo za nas zelo kreativen čas. Ne. Zdaj saj še, jaz sem tukaj še, pač julija se mi zdi, da bo zelo zanimiv čas, ne, za analitsko razmišljanje in za nas, ki se majhno ukvarjamo tudi s to notranjo politiko in vse te zadeve. Sem relativno kar presenečen. Presenečen sem pač v tem smislu, da se nam je zgodila neka spontana racionalnost. Nekateri neoliberalni ekonomisti so že začeli pač javkati nad nekim bodočim socializmom in tako naprej, ampak se mi zdi, da se je zgodilo natanko to, ne.
kar neko demokracijo dela za demokracijo z dodano vrednostjo. Ne? Ni tako enostavno, črno, belo, zgoraj, spodaj, levo, desno. Skratka, zgodilo se je po domač povedano. Ne? Zgodil se je proporcionalni sistem in zgodil se je na relativno kar dosti kakovosten način. Še nekaj ne smeva spregledati, vstajniškega gibanja, tistih dogodkov. Ja. V parlamentu imamo zdaj predstavnike takratnih ali pa akterje takratnih gibanj, Terček iz Maribora, Združena levica, je s svojimi plakati asociirala na vstajništvo s temi maskami. Skratka, to gibanje, ki se je takrat sprožilo, ta revolt, se je zdaj preslikal deloma tudi v parlament, kar je tudi dodana vrednost te slovenske demokracije. Združena levica ima koncept in to je tisto, kar je nevarno. Govorim nevarno v navednicah za nasprotnike. Ne. Koncept, torej tisto, kar se je zdaj v Sloveniji zgodilo zlasti v času krize v zadnjih 6 letih, je bilo to, da so v imenu reševanja Slovenije zdrknili v neoliberalen koncept, po katerem smo mi praktično izgubili svoj srednji sloj in svojo stabilnost. Ves denar smo namenili pa reševanju bank in kapitala. Ne. In to je tako močen argument, da ga tudi neoliberalni teoretiki ne bi smeli spregledati. Jaz se čudim njihovi slepoti, da tukaj ne gre za neke, kako ne rečem, marksistične iluzije, ampak gre za neko realnost, o kateri že razmišlja celotna Evropa, ker že v Evropi, Angliji in tako naprej že razmišljajo o obliki participativnosti, ki bi neutralizirala negativne učinke tega, kar se je zgodilo z krizo. In zdaj je Slovenija preskočila en velik korak naprej, ampak kot rečeno, če že zidamo svetilnike, oziroma če ljudje so pozidali svetilnike, se mi zdi bistvenega pomena, da se tudi na desnici začne to, kar se je na levici sicer že zgodilo, da se postavi res neka kvalitetna pozicija, ki bo tudi teoretsko močna, ki bo ljudi nagovarjala v prihodnosti, ne samo v preteklosti. In kot sem že rekel zadnjič enkrat in tudi zapisal, se mi zdi, da se bo treba ukvarjati s cerkvijo, ker cerkev je v bistvu postavila tako retrogradno pozicijo, da ni sposobna nič pozidati, je pa sposobna blokirati razvoj. In to pa je, mislim, da tema prihodnosti, ki jo ne bi smeli obravnavati sovražno in ne bi smeli negativistično, ampak mogoče je to celo center neke sprave v tem smislu, da mislim, te poteze, ki so jih delali, so tako neumne, da mogoče niso zlobne toliko, kot so neumne. Mislim, mogoče je tukaj nek teren za zbližanje. To je pomembno vprašanje. Tukaj verjetno lahko pričakujemo, upamo, na pomoč papeža, ki ima novega vodstva in dejstvo, da imamo prvič predsednika vlade, ki je veren, pripadnik katoliške cerkve. To je lahko dodana vrednost. To je definitivno lahko dodana vrednost, da to ni pomembno. Pomembno, jaz tako gledam. Jaz gledam politike po dobronamernosti in po načelnosti. Vera sama po sebi ni nič, če ljudje vse nimajo načelnosti in pa tega, da besedo držijo. Drugače, religija je prazen pojem, popolnoma prazen pojem. In to je največji problem naše desnice, ki je zasedla, ki je 15 let zdaj zasedala tako na ravni oblasti skoraj, oziroma od leta 2004 pa intenzivno, zasedala pojme nečesa, kar je bil protipol nečemu drugemu in jih ni upravičila. Mislim, kaj se bo še, mislim, enigma je pa to, kaj se bo dogajalo z Janšo in z SDS, ampak to je pa zdaj nam je že čas malo šel. Sem en dostavek, kar je ponudila levica s temi svetilniki in gradnjo, je tudi nove obraze. Na desnici novih obrazov še ni, jih čakamo. Ja, upamo, da pridejo. Jaz dejansko mislim, da je treba desnici dati res veliko priložnost, samo poteze bojo morali biti pa njihove. Oni bodo morali speljati diferenciacijo, oni bodo morali znajti novo formulo, oni si bodo morali poiskati mlade. Vse mlade obraze imajo, samo si morajo pač z teh obrazov je treba sneti masko in pokazati načelnost. To je vse. Okay. Lep pozdrav.